Dober dan, moje ime je Dušan Rutar in tole je peta pripoved iz serije pripovedi z naslovom Nevidnost hendikepa. Tokrat je o drugačnosti. Nekdo mi reče, zakaj mi ljudje vedno znova sporočajo, da sem drugačen, in zakaj mi mama ravno tako vedno znova pravi, da nisem drugačen, da sem tak kot vsi drugi. Jaz namreč vem, da sem drugačen. V čem je torej pomen ugotavljanja, ali sem drugačen ali ne? Kako je z drugačnostjo? Naj tokrat na začetku namesto dobre knjige ponudim dobro sliko. Nastala je ob koncu 15. stoletja v renesančni Italiji, pod njo je podpisan Sandro Botticelli. To je ena najbolj znanih slik na svetu, ena najbolj pogosto razlaganih slik z naslovom La Primavera. Govori, pripoveduje o pomladi, o rojevanju novega, o lepoti. Na njej so upodobljeni antični junaki, antične osebe, vendar na popolnoma drugačen, nov, renesančni način. Pripoved o pomladi je obenem pripoved o rojevanju in je dober uvod za razumevanje pomena drugačnosti. Druga podoba, ob kateri se velja zaustaviti na kratko, je ravno tako pomlad, prikaz pomladi. Je vrt, v katerem je užival Claude Monet in naslikal veliko lepega. Za razumevanje drugačnosti je pomembno spoznanje, da smo ljudje navajeni na isto, na rutine, da imamo radi, če se dnevi ponavljajo in obnavljajo, če so si podobni. Kar je novo, je namreč drugačno, je tudi zahtevno. Ko se srečamo z novim, ne vemo čisto natančno, kam ga umestiti, kako ga misliti. Potreben je določen kognitivni napor, a raje bi se vrnili k staremu, varnemu, že preizkušenemu. Pomen drugačnosti in rojevanja novega pa je predvsem v tem, da ohranjanje starega, ohranjanje tega, kar je znano in varno, ne povečuje človekovega blagostanja. Zelo preprost vpogled, ki ga potrjujejo znanstvene raziskave, potrjuje, da življenje v ugodju, da celo zadovoljstvo z življenjem ne povečuje človekovega blagostanja. Te iste raziskave dokazujejo, da je za blagostanje, za povečevanje človekovega blagostanja potrebno nekaj drugega. In to novo, drugačno, ni iz reda preprostih nasvetov, ki jih pogosto slišimo, na katere naletimo in imajo približno tako obliko kot
pišem na zaslonu. Vsakdanje razsvetljenstvo prek preprostih vsebin, ki nam jih ponujajo mediji, ne povečuje našega blagostanja. Pravila, ki naj bi se jih držali, v resnici ne vodijo k osebnostni rasti. K vsemu temu vodi nekaj drugega. Nekaj, kar povezuje rojevanje novega, drugačnost, osebnostno rast in duševno blagostanje. Še dve podobi iz obdobja renesanse, obe prikazujeta nekaj popolnoma novega. Michelangelov David na levi je upodobitev človeškega telesa brez primere. Michelangelo upodobi človeka iz prastarih zgodb, vendar na način, ki bi se mu stari zagotovo priklonili. Enako velja za Mojzesa. In ko se Michelangelo loteva načrtov za baziliko svetega Petra, mu mnogi prigovarjajo, naj odneha, češ, da takih načrtov ni mogoče uresničiti. Bazilika svetega Petra stoji še danes. Iz vsega tega zlahka ugotovimo, da se blagostanje človeškega bitja zelo navezuje na rojevanje novega, na zmožnost za drugačen odnos do življenja drugih ljudi, sveta in samega sebe, in da je s tem povezana osebnostna rast na sorazmerno preprost način. Osebnostna rast je povezana ne z ohranjanjem starega, ne z oklepanjem tega, kar je varno, gotovo, tisočkrat preizkušano, temveč je povezana z zastavljanjem ne samo novih ciljev, temveč z zastavljanjem novih zahtevnih ciljev. Psihologija je že pred časom dokazala, da doseganje takih ciljev spremljajo pomembni, posebni, izvrstni, izjemni občutki človekovega zadovoljstva, notranje izpolnjenosti in celo sreče, da pa zgolj občutki zadovoljstva z življenjem ne vodijo k zastavljanju zahtevnih ciljev in ne vodijo k osebnostni rasti. Osebnostna rast je torej tisti ključni dejavnik, ki nas vodi k duševnemu blagostanju. Ni osebnostne rasti brez novih izzivov, brez drugačnosti torej. Kako je torej z drugačnostjo? Zelo preprosto. Človek najprej ugotovi, da seveda je drugačen od drugih ljudi, da je vsak človek vsaj malo drugačen in da je to dobro, da je človek kot drugačen unikaten, da je neponovljiv, da je enkratno bitje, ki si lahko zastavlja nove cilje v življenju
se spopada z novimi zahtevnimi izzivi, povečuje osebnostno rast, skrbi zanjo in s tem za blagostanje. In bolj ko človek živi v blagostanju, bolj lahko skrbi tudi za druge ljudi, bolj etično je njegovo delovanje, saj se ne oklepa tega, kar je rutinsko, staro in morda že zdavnaj preživeto. Nadaljevanje naslednjič.